Zelo zanimivo vprašanje se je pojavilo na enem izmed tečajev. In sicer, kako dolgo približno traja proces, odkar dobiš neko idejo od angelov, jo kot duša sprejmeš to idejo, to pomeni, določiš svoje življenjsko poslanstvo do realizacije le-te. To vprašanje je absolutno iz nekega tečaja, definitivno mojih najljubših in ful sem vesela, da se je pojavilo, zaradi tega, ker je odgovor na tako vprašanje izjemnega pomena. To pomeni, ti, ko začneš meditirati, začneš hoditi na tečaje, karkoli že delaš, v enem trenutku dobiš neko idejo, tako zelo močno, čutiš, da je to tvoja resnica, to je aha moment, rečeš, wow, ja, to je to mi je toliko všeč in začutiš, da to energijsko objameš, da to sprejmeš, da je to tvoja pot, tebi kar vse v tebi noter zavibrira, da je to, ne? Zdaj pa vprašanje, ko pride ta, torej aha moment, lahko bi temu rekli tudi vibracijski moment, koliko časa pa potem naj bi minilo, a pa kakorkoli do realizacije le-tega. Nemudoma. Pa bom povedala, samo ne se zdaj tega ustrašiti, jaz moram to takoj narediti, ampak glejte, kadar pride do vibracijskega aha momenta, kjer ti odreagiraš, to je to. In finta je v tem, ko dobiš ta občutek, pomeni, da v unem trenutku je bilo vse že pripravljeno, da ti lahko stopiš v to vlogo. To pomeni, da če si enkrat lahko idejo, navdih, navodilo, kakorkoli boste že temu rekli, lahko skanaliziral, lahko načrtno ozavestil, pomeni, da je bilo na energijskem nivoju že sprejeto in da je zadeva energijsko dozorela. Čisto vse, kar je energijsko dozorelo, je nemudoma tudi pripravljeno za realizacijo. Če nekaj energijsko v tebi še ni dozorelo, če še enostavno nimaš dovolj zgenerirane energije, da bi lahko to potisnil v manifestacijo, v fizični prostor in čas, potem ni pogojev, da bi sploh lahko bil sposoben biti, skanalizirati tako idejo. Tako da nemudoma, ko prideš do take ideje in ti telo in cela energija data signal, da je bilo to sprejeto in da je bilo to skanalizirano, je to del tudi tvoje fizične resničnosti. Zakaj je to del tvoje fizične resničnosti? Zaradi tega, ker je to v tvoji glavi zdaj, v tvojih mislih in je del tvojega miselnega sistema. Zato, ker je to v tvojem srcu, ti to ful močno začutiš, ti vibriraš s tem, ti se dobesedno zaljubiš v to. Zdaj, ko imaš ti toliko močen energijski vzvod, se mora realizacija zgoditi takoj. Recimo primer, če bi si nekdo zaželel biti duhovni učitelj in tako dalje, ne pomeni, da je to tako, a veš, ti mogoče še hodiš v službo in tako dalje, ne pomeni, da ti rabiš si zdaj v 24 urah obrniti življenje na glavo, pusti službo, pojdi maksimalno v to, tvegaj, skoči na glavo v neznano, nihče ne zahteva tega, ker imaš tudi zemeljski jaz, ki pa potrebuje čas in prilagoditev, ampak realizacija se začne dogajati takoj v smislu vsakodnevnih, stalnih in stabilnih korakov. To pomeni, da ti rečeš, primer, danes sem dobila za poslanstvo, da sem zdravilka, primer, želim odpreti svoj zdravilni center. Okej, to je trenutek, kjer pride tudi do te odločitve, to je toliko močen vzvod, da niti mimo njega ne moreš iti. Potem pa od tistega trenutka dalje, tudi če ti rečeš, okej, ta center bom zato, da si prilagodim okoliščine, odprla v roku 6 ali pa 12 mesecev, kakorkoli že, v redu, ampak ta čas se pa sprejme, lahko bi rekli pod alineje, torej pod korake do tistega
končnega cilja, katerega smo že v energiji zagledali. To pomeni, ok, potrebovala bom še nekaj znanja, vpišem se na zdravilni tečaj. Potem bom začela raziskovati, kako se naredi spletna stran, pa bom mogoče, ne vem, en mesec porabila za to. Potem bom začela pisati tekste besedila za na spletno stran, pa začnem pisati besedila za to, da bom pripravljena. In v bistvu, če ti rečeš, joj, trenutno se mi nekaj pa dogaja, pa mogoče bo čez en let bolj mir, pa trenutno nimam za to časa, pa trenutno sem preutrujena, pa če začneš iskati izgovore, to je neverjetna dušna bolečina. Ti v enem trenutku rečeš duši, da si bolj pameten od nje in da ona nima prav. Da v bistvu to, kar je ona rekla, tukaj je moj potencial, lahko ga začnem uresničevati, ti v tistem trenutku rečeš, ne, nimaš prav. Si ti predstavljaš, da to narediš svoji duši. Torej, dostikrat so recimo tečaji so del poslanstva ljudi, ful se veliko poslanstev se začne s tečaji in jaz recimo velikokrat slišim, da bojo ljudje rekli, veš kaj, Kristi, jaz sem pa videla ta tvoj tečaj in me je ful potegnil in mi je toliko zelo všeč in tako dalje, ampak veš, da ni čas, pa res imam druge obveznosti in pa tako dalje. Ampak, a veš, zakaj si potem meni to sploh omenil? Ko ti enkrat začutiš svoje izobraževanje, ko ti enkrat začutiš duhovnost, to pomeni, da je bil že to klic duše in da se je že začela ta kepa življenjskega poslanstva. In takrat je tvoja naloga, da se ne upiraš temu, da so spremembe že tukaj, zaradi tega, ker veliko lažje je prilagoditi okoliščine in se nečemu, kar je bilo svetovano strani duše predati. Veliko lažje je to, kakor da temu rečeš ne, ker če ti zavrneš dušno rast, katero je sama duša sprožila in ne greš v realizacijo pod nekim izgovorom fizičnih okoliščin, to je težava duš, da zna v tistem trenutku duša potem močno začenja z sprožanjem lekcij. Tako da moj nasvet bi absolutno bil, da ko začutiš neki vzvod, neko energijo, ko veš, da je to, pojdi v to, določi si svoj tempo, ampak vseeno pa naredi vsak dan nekaj za to, da duši rečeš ja.